Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V ponedeljek je bila na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori osrednja slovesnost ob občinskem prazniku 7. avgustu, dnevu, ko je Jakob Aljaž na Triglavu postavil stolp. Zbrane je nagovoril kranjskogorski župan Janez Hrovat, ki ga veseli, da se občina razvija in pobira za vidljive nagrade na področju turizma. Ja, resnično zadovoljni smo z uspehi, z obiskom, z ocenami. Občina Kranjska Gora je konec koncev proglašena za najbolj uspešno turistično občino v Sloveniji. Ima kar nekaj priznanj, tako je najuspešnejši turistični kraj Kranjska Gora. In jaz upam, da bomo to samo še nadgrajevali, nadaljevali, da bomo postali to, kar smo si zamislili, da bomo ena destinacija prepoznavna od Mojstrane do Rateč, da ne bo razlike med kraji, da bodo ljudje in prebivalci v naših krajih srečni, da bodo tukaj radi živeli, da bodo otroci in mladina imeli perspektivo ostajati v naših krajih, čeprav mogoče le v poklicih, ki so za tako turistično in kmetijsko občino pač značilni, ampak jaz sem prepričan, da ljudje z vizijo, z pač pridnostjo lahko v teh naših krajih, v naši občini uspejo. Župan Janez Hrovat je podelil tudi občinska priznanja. Prejeli so jih Turistično društvo Dovje Mojstrana, Gorsko reševalna služba Mojstrana in Prostovoljno gasilsko društvo Rateče Planica. Največje občinsko priznanje, Zlati grb občine Kranjska Gora, pa je prejela zdravnica in gorska reševalka Eva Macun. Zlati grb občine Kranjska Gora je prejela zaradi aktivnega, odgovornega, strokovnega, preudarnega, predanega, požrtvovalnega, ustvarjalnega in profesionalnega poklicnega delovanja ter delovanja kot zdravnice reševalke letalke v Gorski reševalni službi Slovenije, za katero prav tako velja vse zgoraj našteto in še mnogo več, je zapisano v obrazložitvi. Ja, moram reči, da sem bila zelo presenečena, da sem to vrstno priznanje dobila. Najprej se mi je tako malo čuden vse skupaj zdel, zakaj glih jaz. Pol sem se pozanimala, kakšno to priznanje sploh je, ker nisem jaz narejena za te ceremonijale glih. In moram reči, da me je presenetilo, da se je občina odločila dati tako priznanje meni pri mojih letih. Se pravi, vsi dobitniki so bili precej starejši in njihovo življenjsko delo dolgo in obsežno in moram reči, da se kar majhno počutim v njihovi družbi. Nekako ti dajo ljudje iz občine pač po moje nek nov zagon, zato ker nekje dosežeš pri svojem delu na neki točki tudi občutek, da nikamor naprej ne gre ali pa da si malo utrujen, da se ti mogoče ne da s takim zagonom iti naprej in potem, ko ljudje nekje to tvoje delo in delo tvojih sodelavcev v bistvu prepoznajo na tak način, ti da nek zagon, pa mogoče dobiš neko spet drugačno idejo na istem področju seveda in nadgradiš to, kar delaš. Zlati grb občine Kranjska Gora prejme Eva Macun. Hotela sem povedati, da sem res le doma, da povem eno vaško zgodbico, tako, a hočete? No, prav. Grem jaz po Ratečah, pa me ustavi ena ženska, pa prav, o Eva, jaz sem una pošta dobiva, guna Zora me je pa klicala, pa je rekla, da moram na pregled prideti. Pa jaz pravim, no, dej dobro, boš pa en den se pripeljala k meni v bolnica, ali? Boš prišla, pa se bo zmenila, pa bo to na tale pregled naredila. Pa prav ženska, veš ko pa če bi ti tiste tvoje inštrumente, ki da mu prinesel, jaz bom pa miza malo bolj pa brisala.
pa bo akida manj naredili. Turistično društvo Dovje Mojstrana v letošnjem letu praznuje 110. obletnico delovanja. Imajo več kot 200 članov. V zadnjih letih se veselijo novih vsebin v muzeju, ferat za vasjo, trga olimpijcev in prenovljenih pohodnih poti. Načrti so seveda ohranjati turizem, še povečati obisk oziroma še bolj povečati storitev v naših krajih. Želimo si nadaljevati to, kar so naši predniki začeli pred 110 leti. Bili so ves čas zelo uspešni in tudi ta generacija, ki je zdaj, upam, da se bo lahko pohvalila s tem, da je naredila nekaj dobrega za vasi pod Triglavom. Seveda brez dobre ekipe ne gre, to pa imamo v naših krajih, zato še enkrat hvala upravnemu odboru. Vsi po vrsti si seveda zaslužijo in košček tega priznanja, ki ga zdaj držimo v rokah, pa tudi vsi tisti, ki so bili naši predhodniki. No, turizem se razvija, kot rečeno, torej imamo 3-4 Triglavske doline, ki nam dajo odlično osnovo za letni turizem. Imamo možnosti tudi še za nadaljnji razvoj zimskega turizma in trg olimpijcev, infotočka na Topolinu in še kaj drugega kaže na to, da bomo šli v tej smeri še naprej. Gorska reševalna služba Mojstrana je bila ustanovljena konec leta 1946. Prvi jo je vodil Janez Brojan starejši. Do leta 2015 so opravili 952 reševalnih, iskalnih in poizvedovalnih akcij. Rešili in pomagali pa so 1024 ljudem. Nam ta priznanje veliko pomeni vsem gorskim reševalcem v Mojstran, ki so zdaj še usposobljeni za to, mislim, ki so zdaj na terenu, ampak moram povedati, da je to delo preteklih generacij, ki marsikatera med njimi že ni več. 70 let se je mogel eden tlakvati to pot, da smo prišli do takega nivoja, kakor je danes v Mojstran. Vemo, da smo imeli tudi mojstranške vevrce, ki so bili dobri vrhunski alpinisti in oni so nas potem upeljali tudi to mlajšo generacijo v to, kar je danes. Danes lahko rečem, da imamo v Mojstranu vrhunsko ekipo, 28 aktivnih članov, ki jih lahko pošljemo kamorkoli. Imamo 3 težke doline, 3 težke stenske reševanja, mislim doline s stenskim reševanjem, tako da tam res rabimo vrhunske alpiniste, dosti dobre usposobljene reševalce, da lahko pomagamo ponesrečenim. Prostovoljno gasilsko društvo Rateče Planica pa letos praznuje 120 let delovanja. Vse od svojega začetka do danes aktivno sodeluje pri zagotavljanju požarne varnosti v kraju, občini in tudi prek državnih meja. In gasilsko društvo je tisto, ki krajane tudi povezuje. Ja, najbolj povezal, kar je v vas, tiste 2 požara, ki sta bila ta najhujša. To je bilo izga leta. Veže pa vse krajane v KP, to je majhna vas, ne? In vsi smo povezani z gasilstvom, tako kot s turistično, pa to vse društvo in tako da. Jaz mislim, da bo to še vsaj še 100 let, ne več. To mladi gasilci kar v KP hodijo zdaj. Sploh pa zdaj začel spet prihajati, tako da se nabojemo temu. V kulturnem programu je nastopila Severa Đurin. Od občinskega praznika pa Zgornjesavska dolina ponuja 3 nove pridobitve. V gozdu Martuljku so uradno odprli ferat Ohvadnik, ki ponuja 250 višinskih metrov in 500 metrov dolžine, ter tudi dih jemajoče razglede. Odločili smo se nekako lani, kaj tudi sam župan občine Kranjska Gora Jani rekel, da bi nam pomagal s finančnimi sredstvi, če bi mi kot planinsko društvo pripravili vsa dovoljenja, papirologijo in dokumentacijo, ki je potrebna za izgradnjo takega objekta. Kot obiskovalca ferate v bistvu spekter sam je zelo širok, zato ker imamo noter od geoloških pojavov, tudi v bistvu, kako bi rekel, razne živalske vrste in tako je v bistvu tudi spekter obiskovalcev res širok. Ni namenjena samo planincem ali pohodnikom, ampak v bistvu je za vse, ki jih zanima narava in lepota same narave. Za neizkušene je najbolj, da si najamejo gorskega vodnika, za vse tiste, ki pa vejo, kaj je ferata, pa tudi nima smisla razlagati, ker sami vejo, za kaj se gre.
Ferata v gozdu Martuljku je zagotovo privlačna za pohodnike. Gre za eno najlepših ferat, sigurno tukaj v našem koncu. Poleg ferate v Mojstranu, v Grančišu, zdaj odpiramo že drugo ferato v naši dolini. Res to nas izredno veseli, lahko rečem, da bomo, kar se tiče samih ferat v Sloveniji, kar primat. 8 jih je skupno, od tega so zdaj 2 pri nas. Kar se pa tiče tehničnih lastnosti, ja, gre za srednje zahtevno ferato, dolgo nekaj več kot pol kilometra, z višinsko razliko 250 metrov. Zdaj na otvoriti smo slišali, da je tako lepa, da je čas hoje težko določiti, ker uživanje vnoter je res geološko, to gre za izredno področje. Tudi sama soteska, ki je pač naredi svoj čar, je pač odvisno od posameznika. Tako da tiska bo še noter, naj se vzame čas in naj uživa. Tudi ferate v Mojstrani so dosegle svoj namen. V Mojstrani se je izkazala ferata za odlično pridobitev. Žedati, da rabimo še kakšno in Hladnik se je izkazal za odlično lokacijo. Zato se je tudi občina Kranjska Gora, Planinsko društvo Gozd Martuljek in pa vsi, ki so sodelovali kakorkoli pri realizaciji ferate v Hladniku, zavedali in se tega tudi lotili. In mislim, da je danes ta dan, ko smo lahko res veseli, da po dolgih letih, da v bistvu je ta ferata tukaj postavljena. Ferate in razvoja planinskega turizma je vesel tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Vesel sem ferate, še bolj sem pa vesel trenda turizma v občini Kranjska Gora od Mojstrana do Rateč, da se turisti videvajo vse bolj v planinskih čevljih z nahrbtniki, z vrvmi in cepini privezanimi na le-te. In mislim, da smo se vrnili v to pravo obdobje, ki je v naši dolini že bil. Vsi vemo, da je pred prvo svetovno in po prvi svetovni vojni kruh služilo v naših krajih preko 30 gorskih hodnikov. Zdaj pa se ta trend počasi vztrajno vrača. Smo veseli, da kar nekaj gorskih hodnikov in družin služi in pošteno zasluži z vodenjem, z preživljanjem v bistvu in organiziranjem teh izletov v našo okolico, tako da ja, sem vesel. Ferato pa je župan že preizkusil. Ja, že in to 2-krat. Prvič, ko še ni bila do konca narejena, ko sem šel gledati izgradnjo in prav včeraj sem šel z skupinco planincev iz Kranjske Gore na krog do Jermena in moram reči, da je pot fenomenalna, ni pretežka, je izjemno slikovita, nasprot Špikove skupine in kralja Špika, izredni pogledi, primerna za te dneve čiste vročine v Kranjski Gori. Giblješ se skozi po hladniku, pravijo Rotarjani, in to pomeni, da je hladno in v bistvu prav poletna ferata. V Kranjski Gori pa so odprli 2 novi poti, in sicer Trim stezo Drčev Rud, ki se začne pri kazinoju Korona in nadaljuje proti Jasni, in romantično pot. Trim steza trenutno vsebuje 12 postaj. Trim steza je nova, obnovljena pridobitev Turističnega društva Kranjska Gora. Sledimo naši viziji, da kraju povrnemo nazaj vse tisto, kar smo nekoč že imeli. Trim steza je bila aktualna nekje pred 30 leti in verjamemo, da jo bodo z veseljem obiskovali tako domačini kot otroci iz osnovne šole Josipa Vandota iz Kranjske Gore, vsi športniki in pa seveda tudi vsi stacionarni gostje in pa enodnevni obiskovalci. Je pa lepa povezava z jezerom Jasna, s Knajpovo potjo in pa seveda z dodatno romantično potjo, ki se pač vije ob desni strani naše Pišnice. In s tem projektom oziroma sanacijo vseh tega degradiranega območja smo tudi naredili domačo nalogo turističnega društva, ki se ukvarja v kraju predvsem z ureditvijo in kraja, seveda vse na prostovoljnem nivoju. Odločili smo se tudi, da bomo Trim stezo vzdrževali prostovoljci Turističnega društva Kranjska Gora. Verjamemo pa, da jo bomo v kratkem času tudi dopolnili z ostalimi postajami, tako da je to nadgradnja in povezava z jezerom Jasna.
Vodja projekta postavitve trim steze Drčev Rut je Aleš Vidic, ki je tudi športni pedagog in pa trener v Alpskem smučarskem klubu Kranjska Gora. Postavili smo jih pa na podlagi njegovih znanj in pa seveda na podlagi smernic, ki so pač pri postavitvi teh elementov v naravi, in na podlagi odziva naših obiskovalcev so s trim stezo Drčev Rut zadovoljni. Domačini se radi sprehajamo po Drčevem Rutu, ker je to pač območje, kjer je tudi v teh vročih poletnih dneh senca. Poznamo te poti že od prej, tako da smo pa trim stezo in jo še bomo spromovirali tudi med tujimi turisti in upamo, kot sem že povedala, da bo dobro obiskana in da jo bomo lahko še dopolnjevali. Od Jasne proti Kranjski Gori pa se zdaj torej lahko sprehodite tudi po novi romantični poti, ki poteka pod glavno cesto. In že takoj sta si jo ogledala romantika, Primičeva Julija in France Prešeren, ki sta na odprtju že navdušila prve obiskovalce poti. Ob romantični poti, ki poteka v Pišnici, so postavljene tudi klopi, kjer boste lahko uživali ob pogledu na lepo naravo ter tudi v prijetni družbi. Podjetje Hitalpineja pa je včeraj znova uspešno izvedlo zgornjesavski piknik, ki se ga radi udeležijo tako domačini kot tudi turisti. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna prelistajmo še koledar prireditev. Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora bo na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori nastopil jutri ob 20:30. Ansambel Zgornjesavci in folklorna skupina se bodo predstavili v četrtek ob 20. Anže pa v nedeljo ob isti uri. Turistično društvo Rateče Planica v torek organizira tradicionalni vaški dan. Od 12:30 bodo na trgu na Gorici ponudili lokalne jedi in izdelke domače obrti. Kulturno-etnološki program s prevodom nastopajočih in domačinov oblečenih v rateško nošo se bo začel ob 14:30. Prikazali bodo tudi stara kmečka opravila. Vstop v Kajžankovo hišo bo od 12 do 18 brezplačen. Ob 15:30 bo dr. Bojan Knific predstavil otroško nošo. Sledile bodo tudi brezplačne otroške delavnice. Ob 16:30 se bo začela veselica z ansamblom Ognjeni muzikanti. V torek 15. avgusta pa Turistično društvo Kranjska Gora organizira Kranjskogorsko desetko, tek iz Kranjske Gore do Rateč in nazaj. Štart bo ob 18. Tudi letos bodo ob 17:30 izvedli otroški tek, ki je zabavne narave, brez štartnih kategorij in brezplačen. Otroci bodo pretekli 700 metrov in bodo tudi nagrajeni. V petek in soboto bodo v Kranjski Gori Škerlovi dnevi, dnevi zborovskega petja. V petek ob 20. bosta poleg domačega mešanega pevskega zbora na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori nastopila ženski pevski zbor Vox Anaje iz Kamnika in moški zbor Kamniška lira. V soboto pa bodo gostje člani tamburaškega ansambla Jepca iz Loč na avstrijskem Koroškem. V primeru slabega vremena bo prireditev v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Planinska delavnica Planinski Activity bo v soboto ob 9. v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Drage gledalke in gledalci, pri koncu še ene kronike tedna smo. Imajte se lepo in nasvidenje do prihodnjič.